Moje ime je Marko Balažič, sem predsednik Slovenske ljudske stranke. Veseli me, da ste si danes vzeli čas, da lahko spregovorimo o temi, ki je v zadnjem času v Sloveniji, sploh bom rekel v kmetijski sreni, spodbudila kar nekaj kontroverznosti oziroma prinesla kar nekaj argumentov, nekaj stvari, za katere bi bilo dobro, da se o njih pogovorimo. Kmetijstvo, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi je pod izjemnim pritiskom. Lahko vsakodnevno spremljamo, kaj se dogaja, če ne drugače, ta občutek dobimo s tem, ko vidimo na cestah evropskih mest traktorje, ki protestirajo proti slabim pogojem, ki protestirajo za boljši socialni status in ki protestirajo proti konstantnim omejitvam. Po drugi strani smo priča tudi temu, da pač tehnologija gre naprej, razvoj gre naprej in tukaj je dojeto veliko tega kot nov napad na kmetijstvo, poleg vse birokracije in poleg vseh razlogov, ki sem jih omenil. Vsekakor pa je prav, da o tem govorimo, da se objasni eno in drugo stran. Mislim, da je v Sloveniji tega mnogo premalo in jaz sem hvaležen današnjim sogovornikom, da so si vzeli čas, da probamo osvetliti to področje tako imenovane laboratorijsko predelane hrane in se probamo pogovoriti o tem, kako bo izgledala hrana prihodnosti. Ali to pomeni smrt slovenskega kmeta, ali to pomeni smrt evropskega kmeta, ali to pomeni nadaljnje umiranje števila kmetij. To so vse teme, o katerih bomo slišali danes, zato se zahvaljujem. Predno začnem mogoče z vabilom moderatorja in gostom, bi rad v naši družbi pozdravil župana, sicer ne današnje občine, gospod Beočanin se je žal opravičil zaradi obveznosti. Vemo, da ga v soboto čaka velika preizkušnja in pri tem zaželimo obilo sreče. Je pa z nami župan sosednje občine Vipava, gospod Lavrenčič. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Mogoče na začetku vas povabim k dvema besedama, toliko, da pozdravimo, spodobi se, pa vas vabim mogoče za govornico. Najlepša hvala. Ja, spoštovani gostje, spoštovani akteri, kot se pomenovali okrogle mize, in pa res mi je veselje, da sem danes prišel na tako prijetno debato. To je debata o laboratorijsko predelani hrani. In dobro veste, da me kot veterinarja to zelo zanima in z veseljem spremljam. Vsi vemo, da je hrana, predvsem pa kakovostna hrana, veliki izziv za človeštvo. In vsi vemo, da tudi znanost vedno najde več rešitev in pelje svojo pot. In tudi v tem primeru znanost bo naredila svoje in peljala svojo pot. Tako da res želim vam eno lepo debato. Gospej ni ni strah, pa želim veliko sreče na prihajajočih se evropskih volitvah. Hvala. Najlepša hvala, gospod župan. Mogoče še na začetku, prej nisem omenil, organizatorja sta formalno dva. Eno je Slovenska kmečka zveza pri Slovenski ljudski stranki. Verjetno ni posebej treba poudarjati, kakšen je pomen Slovenske kmečke zveze. Gre za prvo gibanje, prvo politično stranko slovenske pomladi, ki je potem usklila, bom rekel, kultivirala to slovensko pomlad. Verjetno se spomnite potem, da se je ustanovila 12. maja 1988. Stranka se je potem preimenovala v Slovensko ljudsko stranko, vendar je bilo pomembno in potrebno ohraniti to ime in danes je Slovenska kmečka zveza tista, ki se vsakodnevno prizadeva za ključne interese kmetov in to dela zelo dobro. Vesel sem, da lahko v naši sredi pozdravim njenega predsednika Branka Tomažiča, ki je tudi državni svetnik, ki zastopa interese kmetov. Najbolje pa, da ne nadaljujem jaz s predstavitvami gostov, ampak to naredim moderator. Današnji pogovor bo moderiral in zastavljal vprašanje dr. Peter Gregorčič, ki je sicer tudi nosilec liste Slovenske ljudske stranke za volitve v Evropski parlament. Peter, izvoli, predajam ti besedo, vam pa vsem skupaj želim plodovito in dobro razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa, Marko. Torej, pozdravljeni vsi skupaj na okrogli mizi z naslovom Iz laboratorija na krožnik. Danes bomo govorili o laboratorijski proizvodnji mesa.
Razpravljali bodo, najprej na oder vabim gospoda Iva Boscarola. Gospod Boscarol je ustanovitelj in zaslužni predsednik Pipistrela, inovator, investitor v zagonska podjetja in generalni direktor družbe Teh Formit. Naslednja na oder vabim magistro Katjo Križman. Magistra Križman je direktorica podjetja Teh Formit, magistrica živilske tehnologije z Univerze v Singapurju in prinaša bogate izkušnje iz priznanega singapurskega startupa, kjer je delala in živela 11 let. Na oder pa vabim tudi profesorja dr. Petra Dovča. Profesor Dovč je redni profesor za genetiko in imunologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Sicer pa je mednarodno uveljavljen raziskovalec. Na oder sedaj vabim doktorico Nino Strah. Doktorica Strah je doktorica nevrobiologije, raziskovalka v razvoju zdravil v podjetju Lek d.d. in tudi kandidatka za Evropski parlament na listi Slovenske ljudske stranke. In kot zadnjega na oder vabim gospoda Branka Tomažiča. Gospod Tomažič je kmet, agronom in politik, zagovornik kmetstva in prehranske samooskrbe Slovenije, sicer pa že drugi mandat državni svetnik, predsednik Komisije za kmetijstvo v državnem svetu in tudi predsednik Slovenske kmečke zveze v Slovenski ljudski stranki. Vsi prav lepo pozdravljeni in iskrena hvala, da ste se odzvali povabilu na to okroglo mizo. Verjamem, da bomo danes vsi skupaj slišali veliko novega. Preden nadaljujem, bi se vam pridružil na stolu. A to dela? Super. Torej, gospod Boscarol, če začnemo z vami. Poznamo vas kot inovatorja na področju ultralahkih letal in kot enega najuspešnejših podjetnikov v Sloveniji. Kakšen je pravzaprav razlog, da ste se odločili vlagati v razvoj proizvodnje laboratorijsko pripravljenega mesa? Ja, hvala za povabilo. Jaz bi si sam vzel 2 minuti na začetku, da ne bo kakšnega napačnega razumevanja, zakaj sva midva danes z direktorico tukaj. Dobila sva namreč vabilo najprej od Slovenske kmečke zveze, da bi govorili o laboratorijskom pridelanem mesu, no potem se je pa izkazalo, da je to dejansko predvolilni zbor Slovenske ljudske stranke. Midva nisva podpornika Slovenske ljudske stranke, to naj gre tudi informacija za medije, tudi ne deliva vseh, bom rekel, programskih smernic, ki jih zagovarjajo tudi zdaj na evropskih volitvah, ampak sva se odločila, da vseeno prideva, da bova pač povedala, kar pričakujete od nas. Sam toliko, da bo jasno, da sva tukaj zaradi drugega in ne kot podpornika SLS-a. Mislim, da je korektno, da to povem, ker nisem bil nikdar član nobene stranke in tudi zdaj nisem in tudi ne bom podprl nobene liste na volitvah in tudi SLS-a ne. Zakaj sem se odločil, da grem v to smer? Razlogov je več. Če povežem to, kar je bilo rečeno z letalstvom, jaz se celo življenje borim, da bi ohranil atmosfero tako, kot je za zanamce, ker vem, da je to najbolj občutljiva stvar na zemlji, bolj kot voda, bolj kot hrana, ker brez hrane živimo tedne, brez vode živimo dneve, brez zraka par minut. In ker sem potoval po celem svetu, sem videl,
kaj se dogaja s to našo atmosfero. Intenzivna vzreja ali pa pridelava mesa goveda povzroča izredno velike, enormne količine izpustov metana, ki je najhujši toplogredni plin in povzroča bistveno hitrejše postopke segrevanja ozračja, kot bi brez tega. Druga stvar, kar mi je dala misliti, in tukaj so moja etična načela zelo visoko postavljena, je to, da zaradi tega, da se prehranjujemo, vsak dan umre na milijone živih bitij, torej etični vidik intenzivne pridelave hrane oziroma mesa, ki nisem njegov zagovornik. Tretja stvar je ta, da sem imel priliko potovati skoraj po 150 državah in verjemite mi, da v Aziji, tukaj bo znala tudi direktorica Križmanova kaj povedati, pogledate ne samo skozi okno in ne vidite več zelenja, tako kot v Sloveniji, ampak vidite vse pozidano, prostora za pridelavo krme, za hrano živali ni več. Veste, samo en Šanghaj ima 32 milijonov ljudi, Kitajci jejo 3-krat na dan, to je 100 milijonov obrokov na dan. V 10 dneh je to milijarda obrokov. In tako naprej ne bo šlo. Človeštvo se prehitro širi in bo treba nekaj narediti na tem, da se prideluje proteine tudi na drugačen način. Četrta stvar je pa ta, da imamo nažalost tudi že v Sloveniji, če se zdaj nisem dotaknil toliko Slovenije, primere, da zaradi segrevanja ozračja, zaradi klimatskih sprememb se padavine zlivajo na tla vedno bolj intenzivno, zaradi tega povzročajo poplave, ki kmetijske površine uničujejo in potem bomo imeli vedno daljša obdobja suše zaradi višjih temperatur, zaradi katerih spet ne bomo mogli predelovati hrane. To, zakaj sem se jaz odločil, ni za uničevati kmetijstvo, še manj slovenskega kmeta, ker imamo krasno, čudovito, še zaenkrat še vedno zeleno Slovenijo, ampak kot alternativo, da bomo v bodoče imeli možnost, ko bo tehnologija prišla toliko daleč naprej, da bomo lahko to masovno proizvajali kot alternativo kmetijstvu za prehraniti človeštvo. Hvala lepa. Torej, če bi nakratko povzel, kar ste povedali, nekako v tri razloge. En je etični vidik, če sem prav razumel, drugi je skrb za ekologijo in tretji je predvidevanje, da bo pač vedno manj hrane za krmo živali in želite poiskati neko alternativo. Zanima me, kaj pa čisto ta podjetniški vidik? Morda imate kakšno oceno, kako velik je trg za laboratorijsko meso in kako bo hitro rastel, recimo v svetovnem merilu, ker verjetno v Sloveniji, če prav razumem, ste prvi. Ne? Mislim, slovenski trg ne bo nikdar zanimiv in tudi sem prepričan, da če bo kdo uničeval slovenskega kmeta z laboratorijsko pridelano hrano, ga bojo to proizvajalci iz drugje po svetu, ne pa slovenski. Trg je enormen in vsak dan bo večji. Če greste res pogledati Azijo ali pa že Bližnji vzhod, puščave in tako naprej, je vsak dan težje pridelati naravno ali pa bom rekel hrano iz živalskega izvora. Tako da sigurno tukaj je tudi podjetniški vidik, vendar v tem trenutku zdaj, tako kot smo mi, sigurno ne, ker bo potrebno kar nekaj let velikih vlaganj, zato da bomo prišli do varnega postopka, do postopka, ki ne bo onesnaževal, ker sedaj seveda še onesnažujejo. A veste, to tako pri mobitelu ali pa pri kakšni drugi zadevi. Na začetku je vse predrago, na začetku je vse neuporabno in potem skozi čas se te stvari izpilijo in postanejo uporabne in ko bojo seveda tudi drugi na svoj način
prišli do različnih rezultatov, potem lahko pričakujemo, da bo tudi to postala industrija in sem prepričan, da bo postala industrija. Bi pa še to povedal, lejte, s laboratorijskim pridelanim mesom ne bo nobenega silil ali mu usta stavil, da ga more jesti. Enostavno na policah bomo imeli dve možnosti. Tako, ko ima danes greste kupiti cornflakes, se piše, da je, ne vem, brez glutena, brez sladkorja in tako naprej. Jutri bo na enem mesu pisalo, da je pač pridelano brez trpljenja živali, da je pridelano brez antibiotikov, da je pridelano na drugačen način in vi se boste pač odločili, katerega boste kupili. To bo samo ena alternativa več, zaradi tega ne bo nobena kmetija v Sloveniji, po moje, se zaprla. Super, hvala lepa. Se pravi, omenili ste, da bo kar nekaj časa menilo od razvoja do tega, da bo prišlo to meso na police. Tako čisto zanima me, imate morda neko časovno oceno, koliko časa recimo pričakujete, da bo podjetje, ki ste ga zdaj zagnali nekako, recimo iz tega podjetja meso dostopno na policah, ne nujno slovenskih trgovin, katerihkoli trgovin po celem svetu? Ja, glede na to, da sem jaz tukaj zdaj bolj v vlogi tistega, ki bo celo zadevo financiral, ampak samo tehnologijo in kdaj bo kakšen mejnik se zgodil, mislim, da je bolj, da pove direktorica, ker ima to bolj v svojih rokah. Ja, tako kot smo že parkrat povedali, najprej bomo naredili laboratorijske prototipe, to bo trajalo 2 do 3 leta in potem, da pride nekam v uporabo na police, bo enih 5 do 8 let. Super, hvala lepa. Morda še to vprašanje, ker ste direktorica tega podjetja, kakšna je tako nekako vaša vizija tega razvoja, naprimer zdaj, če morda najprej poveste, koliko ljudi zaposlujete in naprimer, kako ste nameravali, načrtovali zaposlovanje v prihodnosti? Ja, trenutno smo v 3, to prav pod Tech for Meat, sodelujemo tudi z inštitutom Cobikom, to pomeni, da del naših del izvaja Cobik, tako da nekaj ljudi je tudi tam in potem s tem, ko bomo se širili, bomo počasi tudi zaposlovali, zdaj ne bi točno konkretno številkah, ker pač je odvisno, v kateri fazi smo, ampak tako bo nekaj več 10 ljudi v naslednjih letih. Zdaj zanima me še, da nam pojasnite, kakšno je stanje tehnike na trgu. Se pravi, zanima me, naprimer, zdaj, ko vstopa človek v nek tak startup, gre verjetno za neke vrste skoraj tvegan kapital, bi rekel, vedno oceni tudi, kaj že obstaja. Se pravi, kdo so vaši konkurenti v svetovnem smislu in ali kdo že izdeluje meso, ki ga lahko ponudi ljudem. Torej, na svetu smo ocenili, da je nekje 150 laboratorijev, od teh približno 40 dela velike razvojne korake v tej smeri. To pomeni, da je že enih 40 startupov oziroma laboratorijev, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kultiviranega mesa. Zdaj so nekateri, ki so dlje, naprimer v Singapurju so lani že ponudili piščančje meso v restauracijah, tako da je že za potrošnjo. So pa zdaj odobrili tudi v Ameriki, mislim, da lani v nekaterih predeljih Amerike in letos tudi v Izraelu, da se to meso lahko prodaja. Tako da tehnologija je na določeni stopnji, da lahko že proizvedemo to meso, je pa potrebno to tehnologijo še izpiliti, narediti neke večje količine tega mesa in to pač bomo delili v prihodnosti. Se pravi, recimo v jeziku evropskih razpisov obstaja podjetja, ki imajo stopnjo tehnološke zrelosti 9, če prav razumem. To je končen produkt. Ja, imajo. Ja. Pri vas je pa verjetno, vi ste pa začeli naprimer z laboratorijsko potrjenim konceptom. Ne, koncept je pač, kako to gojimo celice, to se pač ve nasplošno, potem je te celice, ki jih vzgojiš, potrebno še diferencirati, to pomeni, da se usmerijo v mišična vlakna, v maščobe, v vezivno tkivo. Zdaj to so neki koncepti, ki se pozna, kako se dela, seveda ti bi rad to naredil na bolj ekonomski način, čim hitreje, s čim manj denarja vloženim in to se pa trenutno še razvija. Morda še zadnje vprašanje. Katere vrste mesa nameravate razvijati naprimer v naslednjih nekaj letih in katere ključne izzive morate na tem področju premagati? Ja, zdaj, katero meso bomo točno proizvajali, to je še poslovna skrivnost, tako da bo treba še malo počakati, verjetno bo več kot ena vrsta. Bi pa rada povedala, da v bistvu se lahko goji katerokoli vrsto mesa, lahko je to goveje, prašiče, piščančje, lahko je meso iz kakšnih živali, ki so pred izumrtjem oziroma živali, ki jih ni v Evropi, tako da to je recimo prednost te metode kultivacije. Tako da v bistvu zaenkrat ne bom še povedala. Ok, razumemo. Hvala lepa. Zdaj bi imel vprašanje za profesorja Dovča. Glejte, ko je v slovenskih medijih odjeknila novica, da gospod Boscarol vlaga v to tehnološko podjetje,
se je oglasil tudi profesor dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, univerze, ki tudi sam pripadam, in nekako izpostavil je 4 ovire na tej poti. Prva ovira, ki je omenil, je bila velikost in produktivnost bioreaktorjev, kjer nastaja meso, se pravi, koliko kilogramov mesa lahko proizvedete na časovno enoto. Druga ovira, ki jo je izpostavil, je poraba energije, ki je potrebna za gojenje takega mesa, čeprav razumem, je potrebno vzdrževanje konstantne temperature, kar je pač energetsko potratno. Ne nazadnje tudi ljudje in živa bitja moramo to temperaturo vzdrževati. Potem tretja zadeva je uporaba antibiotikov, vkolikor ne uspete doseči dovolj sterilnega okolja. In četrta je pa nujnost uporabe seruma nerojenih teličkov za boljšo rast celic. Zdaj, predno bi se dotaknili vseh teh 4 izzivov, me zanima, kakšen je vaš tak splošen pogled na izdelavo laboratorijskega mesa? Ja, moj pogled na ta problem je, da je to nova tehnologija, ki se pojavlja in kaže, da je pravzaprav sposobna poseči v proizvodnjo hrane. Mislim, da je iz naših nacionalnih razlogov zelo pozitivno, da se tudi v Sloveniji formira jedro, ki bo jedro znanja in razvoja na tem področju. Kot je bilo v začetku omenjeno, če tega ne bomo naredili sami, bomo odvisni od tujih ponudnikov tovrstnih izdelkov. Je pa verjetno treba razmišljati o omejitvah, ki jih trenutno ta tehnologija še ima, kako je te omejitve najlažje preseči, in pa po mojem mnenju razmišljati o sobivanju te nove tehnologije z obstoječimi tradicionalnimi tehnologijami, ki se pravzaprav tudi pomikajo bolj v ekološko smer, in tudi klasična kmetijska proizvodnja se trudi, da bi zmanjšala okoljski odtis, in je pravzaprav treba najti nek pameten kompromis med novo tehnologijo in med izboljšanimi konvencionalnimi tehnologijami. Super iztočnica se mi zdi, če sem prav razumel, svet gre v tej smeri, če v to ne bomo vlagali, bomo za svetom zaostajali. Skratka, to, kar počne gospod Boscarol v tem kontekstu, ni neka sprememba paradigme, ampak je zgolj iti v korak s časom. Tudi če on tega ne bi počel, se pač te zadeve bi razvile v svetu, ker te potrebe oziroma tudi želja po tehnološkem razvoju človeka vedno in povsod ostaja, in je prav, da smo tukaj, kot je bil med prvimi v izgradnji ultralahkih letal, da se loteva tudi novih tehnologij kot prvi. Zdaj me pa prva zadeva zanima, glede teh bioreaktorjev. Profesor Majdič pravi, da največji bioreaktorji imajo nekaj tisoč litrov prostornine in naj bi bili v nekaj tednih sposobni proizvesti le nekaj kilogramov mesnih celic. Kakšno je, na primer, tako, če lahko podate oceno, na primer nek bioreaktor, ki ga lahko dobite na trgu, naročite ali kupite, kolikšna je morda, če imate morda to oceno, kolikšna je količina mesa, ki ga lahko proizvedete na časovno enoto, na primer na teden, leto, kot vam je lažje? Jaz te številke pravzaprav nimam, verjetno, da bo kolegica to lažje povedala, ampak vsaj v začetku je verjetno zelo nespodbudno razmišljati o tem, da bi bile količine laboratorijsko pridelanega mesa lahko tolikšne, da bi lahko predstavljale pomemben tržni delež mesa, ki se ga proda. Definitivno bo to na začetku ena majhna niša, ki pa zna skozi leta relativno hitro rast. In ta rast te niše je po mojem odvisna v precejšnji meri od cene izdelka, od ocene prehranske vrednosti tega izdelka in pa kasneje, ko se bodo nabrale izkušnje, od dolgotrajnejših izkušenj s temi izdelki in vplivom na človeško zdravje. To so ponavadi tiste stvari, ki si jih nekako zastavljamo pri presoji novih prehranskih izdelkov, in če malo spremljamo debato recimo v Evropski uniji, vidimo, da se pravzaprav vrata za nekatere nove tehnologije, ki so se zdele do pred kratkim popolnoma nesprejemljive, recimo korekcija genoma, editiranje genoma pri rastlinskih vrstah, sedaj tudi pri mikrobnih vrstah, počasi stopajo skozi priprta vrata
na evropsko tržišče in za pričakovati, da se bodo pravzaprav te tehnologije tudi v živalski genetiki sprostile in se bomo čez nekaj let pogovarjali o živalih, ki imajo določene korekcije v genomu, zato da so bolj okolju prijazne, da je njihova proizvodnja ekonomičnejša ali pa da so produkti bolj kvalitetni. Hvala lepa. Morda magister Križman, čisto eno vprašanje, če ga malo nadgradim, če imate morda oceno in če ni poslovna skrivnost, koliko trenutno pride, na primer nekje z trenutnim stanjem tehnike, ne nujno v vašem laboratoriju, cena kilograma takega mesa oziroma mesa, ki ga izdelate v bioreaktorju? Bom govorila na splošno in sicer sem se pozanimala v Ameriki, te firme, ki delajo, trenutno je tam od 20 do 50 ameriških dolarjev na kilogram. To so pač ta podjetja, ki že prodajajo kultivirano meso, v primerjavi, ne vem, to je za goveje meso recimo, v primerjavi z mesom, ki je pač dobljeno z vzrejo živali, pa je ta cena 2 do 5 ameriške dolarja. Tako da je neka razlika, ampak s tem, ko se bo tehnologija pač izboljševala, ko se bojo volumni povečevali, s tem bo tudi cena potem padala. Ok, se pravi 10-kratnik, ni nepremagljiva razlika. Morda še pod vprašanje, ocena, verjetno je kakšna prognoza, tudi vedno, ko se gre v podjetje, koliko časa bo preteklo, da bi ta cena nekako pričakovano prišla na podobno, kot je vzreja mesa. Ja, seveda je odvisno, koliko ljudi se s tem ukvarja, kako se potem delijo te informacije. Zdaj v bistvu trenutno se te informacije ne delijo, ker to vsak hoče zadržati za sebe, tako da je res odvisno, ne vem, po mojem v naslednjih 5 letih bo že padlo. No. Recimo 10 let nazaj so predstavili prvo to pleskavico iz kultiviranega mesa in je bila cena tega mesa par tisoč ameriških dolarjev. Tako da smo že naredili velik napredek v tem 10 letih, na primer. Še pod vprašanje pleskavico verjetno zato, ker gre za mleto meso. Ne? Ja. Meso, ki ga dobimo v živih živalih, je namreč ima maščobe in mišice in tudi nekaj krvi. Zdaj, če prav razumem, vi gojite zgolj celice ene vrste, ne? In potem, če različne, najlažje verjetno si predstavljam kot laik, da recimo nagojite maščobo in mišico, potem to skupaj zmeljete in dobite mleto meso, ki je mešanica. Ja, najlažje je dobiti mleto meso, ker v bistvu ti imaš celice, ki jih potem požanješ in ni treba narediti nobene strukture, tako da pač mleto meso se da v polpete, čevapčiče, mesne kroglice, karkoli, pašteto recimo. Ja. Zdaj pa, če hočeš imeti, kot so zrezki in fileji, je potrebno še neko ogrodje imeti, kamor te celice nacepimo, tako da raste v 3D strukturo. In zdaj ta ogrodja so ponovadi iz rastlinskih materialov, lahko je iz alg, iz vlečki, lahko so z rastlin in potem, kadar pač te celice zrastejo in dozorijo, se potem to lahko razgradi, lahko se integrira v mišico, lahko jih je potrebno odstraniti, popolnoma odvisno od tehnologije, no, tako da zdaj ne morem prav natančno povedati. No, še eno vprašanje za oba, mogoče za vas in za profesorja Dovča. Če imate morda oceno, ker en pomemben vidik je bil tudi ekološki vidik. Zdaj seveda, vedno, ko ta vprašanje postavljamo, veljajo za trenutno stanje tehnike, tehnologija gre naprej in se bo to verjetno izboljšalo, pa vendarle trenutno me zanima, če morda imate oceno, koliko metana in CO2 se proizvede z laboratorijski kilogram mesa v primerjavi z tistim, ki zraste v živali po konvencionalni metodi. Zdaj, jaz prav točne številke nimam. Ne? Mislim, recimo, če je razmerje, bo dovolj. Ne vem, tudi tako natančno, zaradi tega, ker v bistvu ni samo za metan, je tudi količina kmetijskih površin, količina vode, ki se uporabi. Ste pa že izpostavili, da recimo kultivirano meso porabi nekoliko več energije in sicer ta energija je potrebna za mešanje bioreaktorja, za vzdrževanje teh sesalčih celic pri 37 stopinjah Celzija, ampak tu lahko na primer ne uporabljamo fosilna goriva, lahko uporabljamo obnovljive vire, lahko, ne vem, uporabimo toploto iz kakšnega drugega proizvodnega obrata, pa se ga preusmeri sem. S tem, da če pa gojimo celice rib, na primer, je ta energijski odtis manjši, zaradi tega, ker te celice rastejo pri nižji temperaturi, to je od 15 do 30 stopinj, tako da... Ja, ampak verjetno je tudi ogljični odtis rib manjši kot krav. Ja, je manjši. Skratka, vedno je treba primerjati razmerja. Ker sicer bi lahko rekli, da bi se prehranjevali za mesom rib iz oceana. Ja. Okay. Hvala lepa. Doktorica Strah. Ste doktorica nevrobiologije in raziskovalka v farmacevtskem podjetju Lek. Kako je po vašem mnenju z prehransko varnostjo tako izdelanega mesa? Torej, najprej dam repliko gospodu Boscarolu. V bistvu glavni namen vsega tega srečanja je, da informiramo ljudi, ker vemo, da vedno, ko pride do nečesa novega, se razvije strah in strah potem vodi v upor. Je vseeno bolje, da se razloži ljudem
na čem temelji stvar, kako bo stvar potekala, da se potem lahko tudi vsak zase odloči z več znanja in več informacij. Torej, kar se pa tiče vpliva na zdravje, samega vpliva na zdravje seveda še ne vemo, ker niti ni še nekih študij oziroma ni opazovan, ni beležen. Je pa lahko neke vrste predvidevanje. Torej, vemo, da če hočemo pretvoriti matične celice v katerokoli celico v našem telesu, potrebujemo rastne hormone, potrebujemo inzulin, potrebujemo ščitnične hormone in pa rastne faktorje v prvi vrsti. Vse to seveda se potem tekom razvoja tehnologije verjetno bo tudi izčistilo, ne vemo pa v kakšni meri in tudi ne vemo, v kakšni meri bo ostalo v samih celicah in kako bo to vplivalo na naše telo. Vemo, da vsi rastni faktorji in rastni hormoni lahko precej uničijo naš hormonski sistem, ki je ena taka celovita homeostaza. V tistem momentu, ko vnesemo karkoli iz našega okolja, pa pride do neke porušitve. Tudi plastika je bila precej dobra ideja, pa zdaj vemo in imamo veliko statistike, kakšna je plodnost žensk, kakšna je plodnost moških in na splošno zdravje ljudi in mikroplastika ter tako naprej. Torej, prvo z tega vidika. Drugi vidik je tudi prehranska vrednost tega izdelka. Gre za mišične celice oziroma celice vezivnega tkiva, maščobnega tkiva, verjetno živčnega tkiva in krvi ne bo, mogoče tudi v prihodnosti. Vendar živa mišica deluje dnevno, se krči, se razteza, potrebuje kisik, potrebuje železo, potrebuje magnezij, kalcij in vse ostale elemente, da celica deluje. Tako za krčenje raztezanja, kot tudi za vse ostale procese. V laboratorijskem bioreaktorju mišici ni potrebno delovati, tako da vprašanje je, kakšna bo sploh prehranska vrednost tega. Vemo, da železo, torej mesni oziroma živalski izvor železa je veliko boljši, kar se tiče bioabsorpcije, torej da naše telo lažje absorbira oziroma prevzame železo iz mesa in živalskih izdelkov, kot pa iz rastlinskih, z razlogom, ker je železo v nekoliko drugačni obliki, po drugi strani pa tudi je železo v rastlinskih izvorih vezan tudi na druge komponente rastline. Torej, železo. Potem vitamin B12. Vemo, da je vitamin B12 izključno, da se proizvaja iz bakterij, natančneje cianobakterij. Živali jih pojedo s tem, ko jedo travo, ko jedo druge rastline in na ta način potem pride tudi do mesa, medtem ko gre skozi proces klanja, pridejo pač tudi bakterije oziroma njihov produkt, vitamin B12. Medtem ko v rastlinski hrani tega ni. Sploh pa sedaj, ko smo razvili tako visoko stopnjo higiene, da operemo vse in zgancamo in razkužimo, torej bakterije nekako odstranimo in vitamina ni več. Vemo, da tisti, ki so strogi vegani, potrebujejo nadomeščanje vitamina B12, kar je spet biotehnološko pridelano. Torej morajo si dati injekcijo enkrat mesečno, dvakrat na pol leta, odvisno kakšen je izdelek, ne gre pa brez. Vitamin B12 je zelo pomemben vitamin, zato da nastaja kri, da nastajajo živci, da nastajajo celice v generalu v našem telesu. Za 2 leti ga imamo v zalogi v jetrih, potem pa smo prepuščeni sami sebi. Torej ja, tudi ta prehranski vidik, torej prehranska vrednost mesa je vprašljiva. Seveda, potrebno bo dodajanje, verjetno predvidevam, da je v planu, da se te stvari tudi dodajajo. So pa recimo temu moje izkušnje, ker delam veliko z ljudmi, je bistveno boljši izkoristek telesa in bistveno boljši rezultate imajo ljudje, če spremenijo prehrano in jejo zdravo, uravnoteženo prehrano, kot pa če vzamejo neke prehranske nadomestke. Tako da z tega vidika
je v bistvu so zaenkrat ti pomisleki, poleg tega pa tudi to, kar je mogoče samo neka paranoja, kakorkoli te celice se diferencirajo zelo hitro, nimajo nekega pravega sistema, razen notranjega sistema, da nadzorujejo razmnoževanje, torej lahko pride tudi do mutagenosti, kar pomeni, da nastanejo rakave celice. Sicer spet verjetno se bodo te celice izčistile tekom procesa in lahko, da bi imele te celice tudi kak vpliv na naše telo. Je pa res, da ko mi to pojemo, ko se celice prebavijo, torej ko se meso prebavi, potem mogoče tudi to se uniči. Vemo pa ne. Zdaj, kaj pa dejansko nam prinaša tak način prehranjevanja, bomo pa v bistvu videli v roku 10-20 let po tistem, ko bomo to res v polni meri uvedli v našo družbo. Je pa res, da bo mogoče to takrat že prepozno. Hvala lepa. Bi imel tukaj eno podvprašanje za profesorja Dovča. Zdaj, doktorica Strah je izpostavila različno prehransko vrednost enega in drugega mesa. Sam sem laik na tem področju, pa me zanima, če lahko to pokomentirate, ali to drži in kako je s to zadevo. Ja, s povedanim se popolnoma strinjam. Predvsem so problem mikrohranila, ki jih je najlažje zadostiti z uživanjem biološko vezanih elementov, veliko težje z prehranskimi dopolnili, kar postane potem komplicirano in na koncu drago. In vprašanje, če ima isti efekt, kot bi imela ta mikrohranila, ki so prisotna v naravni biološki hrani. Tukaj je mogoče še en aspekt. Z prirejo mesa z domačimi živalmi imamo dolgoletne, stoletja dolge izkušnje in tudi sorazmerno zanesljivo prepoznamo, če je bilo z živaljo kaj narobe, in take živali ne uporabimo v prehranski verigi. Se pravi, da gre za neko vrsto biološke varovalke, ki izloča tiste najhujše deviantne primere, ki bi bili recimo za človeka zdravstveno problematični. Na primeru laboratorijsko pridelanega mesa je vsaj v začetku možno, da potencialnih deviantnih procesov ne bomo zaznali dovolj zgodaj in bi lahko to bila potencialna nevarnost. Pa mogoče še ena reč, jaz se zavzemam za nekakšno sobivanje, koeksistenco novih tehnologij z tradicionalnimi tehnologijami. In tukaj mi je recimo všeč nizozemski primer, kjer obstaja iniciativa, ki je tudi ustrezno finančno podprta, da kmeta, ki ima nek določen stalež živali, sprejmejo v program, v katerem on zmanjša stalež živali in doda na svojo kmetijo proizvodno enoto za proizvodno laboratorijskega mesa. Celični material, tudi nekatere komponente, recimo za gojišča, pridobi od svojih živali na farmi, hkrati je pa zdaj kmet postal tudi podjetnik, ki je nekako finančno tudi udeležen pri uspešnosti delovanja tega novega proizvodnega sistema. To je mogoče tehnično in organizacijsko težje speljati, ima pa eno prednost, da dohodek in finančni interes ostane znotraj kmetijstva. Jaz se bojim, da je za obstanek dobro delujočega kmetijskega sistema slabo, če se velik del finančnih sredstev iz tega sektorja odpelje v recimo industrijski sektor, ki finančno s kmetijstvom ni dovolj tesno povezan, da bi medsebojne koristi in odvisnosti lahko kompenzirala. Hvala lepa. Če prav ker sem prebral stvari, to je tudi ena od idej gospoda Boscarola, mislim, da sem nekje prebral misel, morda, če kar sami poveste. Ja, mislim, da se tudi Katja hotela nekaj vključiti. Ja, to, kar se tega tiče dejansko, to je lahko komplementarna dejavnost. Veste, v tem trenutku prej je bilo vprašanje, ki ni bilo odgovorjeno, koliko danes stane bioreaktor. Preveč stane, ker je preveč kompliciran.
mi se ne bomo omejili pri proizvodnji tkiv ali pa mesa, ampak se bomo širše ukvarjali tudi s pridelavo medijev in vsega tistega, kar smo danes rekli, kar je dejansko lahko danes problematično in je problematično, da bojo manj onesnaževali in tako naprej, ampak tudi z samo optimizacijo samega procesa v bioreaktorju oziroma da bo bioreaktor bolj uporabniku prijazen. Veste, včasih smo lahko samo sanjali, da bomo imeli tiskarski stroj doma. Tam smo vsak printer doma, ne? Tudi 3D print ima že doma. In jutri, zakaj ne bi poleg pomivalnega stroja imel zelo enostaven, okolju prijazen in pa uporabniku prijazen bioreaktor, v katerem bi lahko prideloval meso, ki ga želiš, vsaka gostilna in tako naprej, in vsak kmet. Zakaj ne bi poleg 10 krav imel še 10 bioreaktorjev, da če bo prišla toča in vsako leto bo večja, verjemite mi, in bo uničila pridelek, bo vsaj nekaj imel kot alternativo za preživetje oziroma za, bom rekel, eno dodatno dejavnost. Kar se pa tiče seveda vseh teh, to, kar je bilo rečeno, dodatkov, ki so v tem trenutku, ker proces bo šel naprej, seveda potrebni za gojitev celic, se strinjam, vendar ne smemo pozabiti, do včeraj, tisti, ki smo malo starejši, ne, smo jedli meso, ne, s katerim so hranili živali z urejo, s kurjenci, danes ne, mlade prašičke kemično kastriramo in ne vemo, kakšen vpliv ima meso s takimi dodatki na človeka, ampak to bojo kasneje naredili regulatorji in mislim, da bo to tudi, če boste prišli v Bruselj in če boste ustvarjali evropsko novo zakonodajo, mislim, da se bo v tem mandatu delala, jaz mislim, da v tem mandatu bo Evropa imela zakonodajo, ki bo uzakonila pridelavo laboratorijsko pridelanega mesa, da bojo regulatorji postavili osnove za varno pridelavo hrane, tudi tisto, ki je pridelana iz laboratorija, tako kot za tisto, ki je pridelana na živi živali. In če zaupamo danes vsem regulatorjem, vsem zbornicam in tako naprej, ki se prizadevajo ali pa ki bdijo inšpekcije nad pridelavo mesa na živih živalih, potem moramo zaupati tem istim inšpekcijam in regulatorjem, da bojo postavili osnove in nadzirali tudi pridelavo mesa v laboratorijih. Ja, jaz sem samo hotela povedati, sicer se strinjam z večino povedanega, glede dodatkov za meso, ne, pač potrebno je dodajati vitamine in minerale seveda in hotela sem pa tudi povedati, da recimo tako meso je lahko spremeni tudi recimo maščobno sestavo, lahko ima več omega-3 maščob, lahko ima manj nasičenih maščob in holesterola, ki pač povzroča razne obolenja, tako da so pozitivne, negativne in določene stvari se bo treba s tehnologijo še razviti, tako da ni še končna tehnologija, to je pač v razvoju. Hvala lepa. Torej, gospod Tomažič, slišali smo nekako vizijo prihodnosti kmetijstva, kombinacija živine in bioreaktorjev na kmetiji. Zanima me, vi ste kmet, agronom, zanima me vaš pogled na te ideje. Ja, hvala. Vesel sem, da smo prišli do te okrogle mize, ker bomo marsikaj razjasnili. Morda, da bo nekateri drugače razmišljali ali pa bo še slabši. Vendar jaz bi rekel, preveč je sedaj v javnosti, da je kmetijstvo glavni vir onesnaženja in da je v kmetijstvu tudi največji pritisk po tem zelenem prehodu. Mi vidimo kmetje, kaj vse se nam predpisuje, kaj vse je nemogoče stvari za to, da ne bi več kmetovali, da ne bi pridelovali. Živinoreja je nujna, da je narava lahko kultivirana, zelena, ker noben ne more iz te naše prelepe domovine, države, pojesti vse te naravne zelene danosti. Glejte, ni druge, lahko bomo tu kosili in potem balirali ali delali za vegane, vendar ne bomo, mi lahko samo preko živinoreje to izkoristimo. Kot je rekel gospod Ivo, metan je res, metana, če ga preveč ozračje se segreva, če ga premalo se pa ohlaja. Živinoreja nekje stoji v količini, ni več ali manj. Vemo, da tudi metan po 10-12 letih se razgradi, to se pravi kroži. CO2, če ne bi bila narava obdelana zelena, bi
do pomora CO2 ne bi prišlo. Ker tam, ki narava razpada, tam, ki narava ni kultivirana, tudi gozdovi, tebi varovani gozdovi, tam se proizvaja CO2, ne pa porablja. In ne nazadnje, sedaj je bila študija, da 1 hektar silažne koruze ali pa koruze za zrne pojej ravno toliko CO2 kot en urejen gozd. Urejen gozd pa pomeni, da se ga lepo izkorišča, da je podmlad in potem se tudi uničuje. Nikjer ne slišite, da je glaven krivec za onesnaževanje letalstvo, pomorstvo, transport. Jaz sem večkrat rekel, če gledate tovornjake, ki grejo skozi našo dolino, porabijo več sečnine ureje kot mi kmetje, ki gnojimo površine. Lani sem bil na enem posvetu, ker je ena gospa, ki dela monitoring onesnaženju vode v Sloveniji. Niti eden vodotok ni več nad tiste normale, ali pa te vodotoki, ki so v kmetijskem področju, Ptujsko polje, Prekmursko polje, ki so bili zelo onesnaženi. Ker kmetje skrbimo za naravo in uporabljamo glede fitofarmacevtskih sredstev in vse v nekih mejah končine. Je pa res, da so onesnaženi še vodotoki tam, kjer so v preteklosti zakopali ali odlagali določene stvari iz industrije. Tako da še eno stvar moram poudariti. Antibiotiki in hormoni so v Evropi prepovedani in v Sloveniji tudi. In se ne uporabljajo v živinoreji. Če pa se uporabljajo, to bo gospod veterinar lepo povedal, je pa karenca in na trg to meso ne sme priti. In kontrola je zelo stroga in zelo močna. Jaz sem parkrat v državnem svetu imel prav TV službe, kot si bilo že omenjeno, da bo skrbeli za nadzor, vprašal, ali vsa hrana, ki prihaja v Evropo, je kontrolirana. Ker se ni treba, se oni kontrolirajo. Sedaj, ko je bilo za ministrico odstaviti, Ireno Šinko, je bilo vse narobe. Tudi prej je bilo narobe, ker službe ne delijo. In jaz se bojim, da tudi potem službe ne bodo delile, ker službe so podrejene kapitalu, globalistom. In tudi ta uničevanje kmetijstva, posebno slovenskega, to je globalna agenda, kjer nekako, kako bi uničili domačo pridelavo, samooskrbo in potem uvažali meso noter. Tako malo na kratko, kmetje so malo seveda prepaščeni, kaj bo z našo živinorejo, kaj bo z našim prirejo. Naj vam pa povem, 15 let nazaj je bil nizozemski profesor, pri nas je rekel, Madonna, se vprašujem izrazu, vi imate pa zdravilno mleko. Sem rekel, kako zdravilno mleko? Ja, gledajte vaše travnike, zeli, stročnice, detelje, trave. Pri nas je monokultura, ena trava na 1000 hektarjih. Se vaše mleko je zdravilno mleko. In ravno tako meso. In mene, ko večkrat vprašajo, katero meso najem? Sem rekel, zame najprvo je po zdravju je konjsko, potem je goveje, potem prašiče, potem perutninstvo, ker sem agronom, ker sem tu študiral iz prehranskega vidika. In sedaj, ali bo ta znanstvene izzivi, ki so, in jaz normalno, da jih ne moramo ustaviti, bi rekel, zdalo v zaton prirejo mesa in mleka, mislim, da ne, ker mislim, da smo mi zelo lokalni in mislim, da bomo zmeraj več posegali po lokalni hrani. Hvala lepa. Jaz bi iz tega izpostavil ta vidik, še mogoče, da še enkrat poudaram, se mi zdi, da pač živina tudi poje seno in s tem se kosi krajina in je to neločljiv del tudi naše dežele in tega, kar poznamo. Tako da tukaj potem verjetno bi bilo treba odgovoriti tudi na vprašanje, kako bomo potem našo krajino bodi si preoblikovali, bodi si vzdrževali tako, kot smo jo vajeni. Ja, izvolite. Še ena replika, mogoče pa čisto moje razmišljanje. Prepolovimo živinorejo, damo v bioreaktorje, vse lepo, fajn. Ampak zdaj recimo, če se osredotočimo na Slovenijo, imamo pri nas še vedno to kroženje, se pravi govedo, prašiči, karkoli, pojejo, nastane gnoj, z gnojem pognojimo in s tem v bistvu nekako kombiniramo naravno gnojenje z umetnim gnojenjem. Potem prepolovimo živino, ampak še vedno bomo imeli iste količine površin, oziroma še vedno iste velikosti površin, ki jih bo potrebno obdelati za to, da bomo povečali rastlinsko hrano. In kako bomo gnojili?
Hvala lepa za izpostavljeno vprašanje. Magistra Križman je želela tudi besedo, izvolite. Ja, jaz bom samo dodala par stvari in sicer bi rada poudarila, da naš glavni trg v bistvu ni Slovenija. Mi živimo v zelo privilegiranem svetu, kjer v bistvu imamo dokaj trajnostno kmetovanje, ampak ni povsod tako na svetu. Recimo v Aziji, v Ameriki imamo to intenzivno živinorejo. Torej, to so naši glavni trgi, predvsem na začetku. In rada bi tudi povedala, vse, kar sem brala zdaj od FAO iz leta 2017, da v bistvu se količina porabe mesa v svetu povečuje 3-kratno, medtem ko so ostale hrane 2-kratno, in do leta 2050 naj bi bilo 10 milijard ljudi. Torej, do takrat naj bi se povečala količina mesa, ki se zaužije, za 76%. To pomeni, da tudi če ostane živinoreja tako kot je, se bo potrebovalo toliko več mesa, da v bistvu nahranimo mi vse te ljudi. Tako da samo to. Ja, če lahko bi tukaj dodal, to je res, pred 30 letmi so zaprli kitajskega dobrega doktorja ekonomije in je rekel, mi bomo lačni, če bo živinoreja se dvigovala. Čez 10 let so ga nekako rehabilitirali, ker je dokazal, ker živinoreja porabi žita, ne? In potem žita zmanjka za prehrano. Res pa je, da standard se dviga in ljudje hočejo jesti dobro. Kako bomo ljudje oznavadili od omenisaje, to je pa druga stvar. Hvala lepa. Profesor Dovče, želel nekaj dodati? Izvolite. Še nekaj kratkih pripomb v zvezi z sproščanjem metana strani živinoreje. Problem pri teh ocenah je, da obstaja kar nekaj različnih tehnologij obračunavanja. In v zadnjem času se najbolj uveljavlja tehnologija pretvorbe v ekvivalente CO2-ja. In kot je kolega Tomažič rekel, metan je kratkoživi plin, ki se sorazmerno hitro oksidira in zgine tam po 12 letih približno, medtem ko CO2 ima obstojnost 1000 let. In če pogledamo te številke pretvorjene v ekvivalente CO2-ja, potem slovenska živinoreja pravzaprav sprošča manj metana v zadnjih letih, oziroma ves sproščeni metan se hitreje razgradi, kot ga mi sprostimo. Se pravi, da imamo nekako negativno bilanco metana, kar je ugodno. Potem v zvezi z površinami se popolnoma strinjam, da so kmetijske, predvsem orne površine limitirane, ampak v Sloveniji imamo posebno situacijo, da imamo pravzaprav v Evropski uniji najmanj obdelovalnih površin na glavo prebivalca. In v taki situaciji je zelo težko doseči neko prehransko samooskrbo in neodvisnost. Pri tem je pa treba misliti tudi na to, da je velik delež teh kmetijskih površin obvezno travinje, ki ga ne moramo drugače izkoriščati kot za živinorejo. In če v teh akcijah zmanjševanja obsega, recimo govedoreje in reje drobnice, te površine odtegnemo iz kmetijske proizvodne, smo pravzaprav samo zmanjšali površine, na katerih lahko proizvedemo hrano. In je ta okoljski efekt, ki bi ga na ta način dosegli, pravzaprav zanemarljiv v primerjavi s tem, da smo naredili pravzaprav tako škodo. In seveda ob vsem je treba biti pozoren tudi na druge usluge in servise, ki jih živinoreja nudi kmetijskemu sektorju preko recimo proizvodnje organskih gnojil in tudi ekosistemske storitve, ki jih živinoreja daje družbi. Komentar na povečevanje potrošnje mesa in povpraševanja po mesu na svetu je pa tale. Zelo dolgo in še vedno je pravzaprav eden od kazalcev standarda v neki državi, koliko beljakovin živalskega izvora lahko prebivalec konzumira na dan. In seveda v deželah v razvoju je ta potreba in povpraševanje zelo veliko in od tod izvira ta potreba po večji količini živalskih proizvodov na tržišču. Res je seveda, da v nekaterih ali pa v večini razvitih držav pojemo verjetno preveč mesa. In bi ga lahko pojedli tudi manj, boljše kvalitete in lahko bi bilo tudi dražje. Zdaj pri teh prehranskih stiskah je pa po mojem pomembna razmislek tudi ta, z nekaterimi živalskimi vrstami smo si v konkurenčnem odnosu za hranila. Recimo koruzo lahko pojem sam, lahko pa s koruzo pitam piščance ali krmim prašiče. In tukaj je razmislek drugačen kot v primeru govedoreje, ko skušamo čim večji del
govedorejskih pridelkov proizvesti na osnovni krmi, se pravi iz paše. Ta razmislek je popolnoma drugačen, kot pa v situaciji, ko smo si z drugimi živalskimi vrstami konkurenti za ista hranila. Hvala lepa za te pomisleke. Če sem prav razumel, je potrebno upoštevati specifike posamezne države, kar bo tudi potrebno, ker je gospod Boscarol omenil, da bo zagotovo prišlo do evropske regulacije. Na področju kmetijstva imamo težavo, ker je naša vlada izjemno tiha in potem je uravnilovka in uporablja regulacijo že za klasično kmetijstvo, enako za Slovenijo, kot naprimer za Nizozemsko, kar ni primerljivo. In če ne bomo tukaj pazili, bomo imeli potem težavo, ne? Ker če bomo tudi na tem področju regulirani enako kot druge države, skratka, to se mi zdi izjemno pomemben pomislek. Bi se pa zdaj vrnil k nečemu, kar je tudi profesor Majdič že izpostavil. Zdaj, glede antibiotikov me zanima. Zdaj, ena vaša glavnih argumentov za to je, da bo brez antibiotikov. Ampak čeprav razumem, verjetno zdaj v tej fazi antibiotike uporabljate ali to rešujete kako drugače. Pač, če imaš ti dobro aseptično okolje, ti antibiotikov ne potrebuješ, seveda, kakšenkrat se potem zgodi, da se naše kulture okužijo in pač jih zavržemo, ampak poskušamo ne uporabljati antibiotikov. Seveda pa tudi, če se uporablja, ne vem, prekomu drugmu antibiotike v začetni fazi razvoja, potem, ko bo to šlo v komercialne namene, ko bomo to pač meso dali za uživanje, se antibiotikov ne bo smelo uporabljati. Se pravi, če sem prav razumel, to se mi zdi izjemno pomembno. Sam sem, na primer, pač gre vendarle za rektorja, ki je tudi na tem področju, se pravi, sorodnem področju raziskovalno pokriva. Torej, ta teza, da so tukaj potrebni antibiotiki, ne drži. Njegova teza je bila, da je potrebno uporabiti antibiotike, bodi si čisto okolje, kar pa bistveno podraži ceno izdelave. To se strinjam. Zdaj me samo zanima, recimo, koliko je to razmerje in potem ali se da brez antibiotikov še vedno doseči neko ceno, ki je vzdržna za potrošnika. Ne? Sklepam, da če bo to meso bistveno dražje od ostalega, ne, potem ga nihče ne bo kupil. Ne. Zdaj, če drugega ne bo, bo seveda cena na trgu zrasla, ker vedno velja ponudba in povpraševanje. Ne. No, zato, ker se pač trenutno tako meso proizvaja brez antibiotikov, to pomeni, da je treba boljše sterilno okolje, kar je seveda dosti dražje in trenutno se tako meso prodaja v restauracijah s 3 Michelinovimi zvezdicami, ker pač ni vzdržno za prodajati v drugih restauracijah. Potem pač, ko se bo to cena znižala v prihodnosti, bo potem to meso dostopno tudi drugim ljudem. Super. Zdaj, če bi morda še eno vprašanje zastavil, niti ne vem, kdo bi ga odgovoril, ampak najprej me zanima, profesor Majdič je izpostavil še to 4. oviro, to je, da za gojenje teh celic nujno potrebujete serum nerojenih teličkov. In najprej me zanima, kako je s to zadevo, če lahko kdo pojasni morda, da razblinimo še to vprašanje. Sicer je to strokovno vprašanje, ja, ampak dejstvo je, da v tem trenutku se gojenje celic več ali manj uporablja v medicinske namene. To moramo vedeti, večinsko še vedno, ker edino tam, bom rekel, vložek upravičuje rezultat. In zaradi tega je za medicino ta postopek najboljši. Za industrijsko, če lahko rečem temu, proizvodnjo mesa in tudi mi že v tem trenutku ne uporabljamo več seruma nerojenih teličkov. V bodoče bo pa tega verjetno ne samo manj, ampak ga ne bo. Ampak vi morate vedeti, da iz ene same celice lahko proizvedete milijone ton mesa, rabite eno samo celico. Niti ena žival ne rabi umreti. Danes jih umre 10 milijonov na dan ali pa še več. Ne, tako da to je treba pač imamo veliko izzivov za jih rešiti, da bomo lahko jutri proizvajali na način, ki bo varen, ki bo ekološko vzdržen in ki bo tudi cenovno dostopen. In jaz mislim, da največji problem, ki ga v tem trenutku že mi zaznavamo, je to, da če hočemo proizvajati meso, ki nima antibiotikov in je seveda zaradi tega zelo ranljivo, ker hitro propade, ne, zgnije, je treba proizvodnjo takega mesa, take hrane, preseliti iz farm, ki so nekje centralizirane, tako kot so danes, čim bliže potrošniku, ker vsak kilometer, vsaka ura
transporta pomeni večjo možnost kontaminacije takega mesa in seveda propada takega mesa. Zaradi tega je pa naš koncept ta, da bomo delali na bom rekel, projektu, da bi majhne bioreaktorje dali lahko čim bliže končnemu ponudniku in tudi to je eden od pogojev, da meso ne bo potrebovalo nobenih aditivov, zlasti pa ne antibiotikov. Če smem sam pod vprašanje, morda, ker začeli, se pravi, ena vaša misel je, da bi kombinirali bioreaktorje z živino, druga pa je zdaj ta, ki se zdi kontradiktorna, morda ni tako, boste pojasnili, da bi bioreaktorji postavili k potrošniku, se pravi izven podeželskega okolja, recimo, če vemo, da se prebivalstvo koncentrira v večjih mestih. Ne, sploh ni kontradiktorna. Če pogledamo mi primer slovenskega kmeta, glejte, niti en kmet nima velike farme v primerjavi s svetovnimi farmami. Ampak imamo majhne kmetije, ki so zelo blizu gostilnam, ki so zelo blizu vasem, ki so zelo blizu mestom. In je praktično iz skoraj vsake kmetije potrošnik dosegljiv v nekaj minutah ali 10 minutah prevoza. Medtem od velikih farm, ki morajo biti seveda drugače organizirane in tako naprej, ki zasedajo cele doline, če greste pogledati nekam v Avstrijo, boste videli, kaj je to, to niso megatovarne, to so cele doline proizvodnje mesa, od tam pripeljati pa, prej sem dal primer v samo eno vele mesto, kot je Šanghaj, radite pa en dan ali pa še več, in to je tisti problem. V Sloveniji sploh ni problem, v Sloveniji nimamo nobene težave, kar se danes pogovarjamo, nobena stvar ni problem v Sloveniji. Super, hvala lepa. Želite kaj dodati? Jaz samo dodam za serum nerojenih toličkov, če lahko. Izvolite. Tako, kot je rekel gospod Boscarol, to se pač uporablja za medicinske in biološke raziskave in v bistvu zakaj se to uporablja? To je pač polno hranil noter, pač ima hormone in v bistvu te celice zelo veselo rastejo, ko se to doda in v bistvu ta serum je zelo drag, malo ga je na svetu in v bistvu ima nekonsistenčno sestavo. Tako da se je že pred tem začelo iskati nek nadomestek, tako da trenutno obstajajo nekateri nadomestki in sem tudi že delila z novinarji, kateri so ti nadomestki. Se pa je v bistvu zdaj z razvojem kultiviranega mesa pričelo bolj globlje poglabljanje, da bi dobili še neke nadomestke v večji količini, da bi jih uporabljali za kultivirano meso. Tako da obstajajo že, ampak se ne uporabljajo v medicini, se pa bo uporabljali za prehranske namene. Čeprav razumem, v bistvu gre za neke sintetične zadeve, ki imajo podobne... Ne, so lahko hidrolizati rastlin, na primer. Aha, razumem. Se pravi, so naravnega izvora in so kot aditivi in nadomestijo, da ne potrebujete... Lahko, mislim, to so različne zdaj ti nadomestki, lahko pa, da se dodaja kakšne rekombinantne hormone, pač pridobljene. To je pa trenutno se še dodaja, ampak se tudi dela na tem, da to ne bi bilo potrebno. Hvala lepa. Mogoče za gospoda Tomažiča. Zdaj, en izmed razlogov, ki jih je Boscarol navedel na začetku, se pravi, tretji razlog je, da se predvideva, da zaradi podnebnih sprememb bo težava s krmo. Zanima me morda iz slovenskega vidika, kako vidite, se pravi, trenutno podnebne spremembe, kako vplivajo na količino krme, ki jo imamo na razpolago za našo živino. No, gledajte, podnebne spremembe so bile in bodo. Zemlja se čudno vrti, morda nekateri veste, nekateri ne veste, leta v 16. stoletju je bila vinska trta v Ljubljani, v Škofji Loki, na Notranjskem, tu iz teh župnijskih knjig je bilo nekaj napisano, koliko so mogli dati tisto, bi rekel, vina gospodov. To se pravi, da so ciklusi in zdaj smo najbrž prišli v ta topli ciklus. Je res pa, da smo mi v kmetijsko politiko ali pa samo strategijo, ki jo imamo sedaj napisano, ki nam Evropska unija diktira, kdaj bomo kosili, kdaj bomo orali, to je noro, veste, da birokrati iz Bruslja predpisujejo, kje boš lahko oral, kje ne bo smel, kje bo natura, kje bo poslabšujemo stanje, poslabšujemo naravo, ker ne gospodarimo prav, ne gospodarimo, gledajte, krat smo pustili zaraščeno, zdaj naravovarstveniki kričijo, da ni več raznih živalskih vrst, da biosfera se porušila, normalno, če ni več pašnikov, ni več trajnikov. Na Ljubljanskem barju je tisti metuljček ušel na kultivirana območja, zdaj so tudi preseliti na kultivirana območja, vse je narejeno, kako kmet ne bo pridelaval in kako bo Slovenija manj pridelala. Uvažali bomo pa hrano, ki nima takega nadzora, kot ima evropska
hrana, kot ima slovenska hrana. Ne? Tisto bomo pa jeli, ne? Tisto, sečem, še moč žrljo, se obračujem, ampak zakaj? Zakaj je temu tako? In ljudje verjamejo in nasedejo. In še enkrat bom poudaril, krava ni osnaževalec, krava je priložnost, ker zaradi krave imamo zeleno arhitekturo in če bo krava, bo narava zelena in bo tudi pomor CO2 večji. Ker če bo naravni travniki, ki bodo razpadali, bo tam CO2 večji. Je pa res, da smo mi v preteklosti bili zelo proti kmetu, govorim leta nazaj, ker bi morali, to je 40-50 let, ker nismo uvedli namakanje marsikje, ki ga morali, tudi Zgornja Vipavska, ker smo tudi doma bi mogli biti namakanje, ko smo delali melioracije. Vode imamo veliko, vendar ribiči niso nikoli pustili namakati. To so tebi, bi rekel, gospodarske neprave odločitve in smo nekako ubili tiste kmete, ki bi radi in ki bi pridelovali. Zdaj imamo neki izziv, kako povečati lokalno hrano v trgovskih sistemih. Noben problem. Sam pošteno ceno. In vsega bo zadosti v Sloveniji. Slovenski kmet je priden, je deloven in spoštuje norme, ki jih predpisujejo tisti, ki so za to plačani. Če bo pa nadzor uvožene hrane tak, kot bi moral biti, potem marsikaj se bo zavrnilo nazaj v druge države. Še eno stvar moram povedati, ne more slovenski kmet konkurirati italijanski zelenavi, ki je pridelana v sužnjelastniškem razmerju. Tam so tebi ki prehajajo morje, plačeni po 1 evro, pol evra, pri nas je pa delavc pod 5 evrov na dobiš, ki bi pomagal na kmetijah. So take razmišljanja, potem pa slišiš, da kmetje nočemo več delati. Ne moreš delati v minus. Tudi brezkoj zakaj ni več. Ko se ni zadosti plačalo, tisti, ki so bili v smislu tržne pridelave in pokojninsko invalidsko zavarovanje in so od tega živeli, ko je padal limit, ni bilo več rentabilno in moral ostati. In tu so te problemi. Tako da nas čaka še veliko namakanje v smer tam, kjer imamo termalno vodo, rastlinjake, vzgoja vsega. Vse je možno. Ljudje so pridni in delovni. Hvala lepa. Počasi prihajamo k koncu. Morda še zdaj, se pravi, nekako videli smo različne vidike in izzive na področju laboratorijsko predelane hrane. Mogoče, doktorica Strah, če morda veste, kakšen je postopek pri laboratorijski hrani, da lahko pride v prehransko verigo človeka? Postopek, bog si ga vedi, kakšne regulative bomo uvedli. Mislim, ali že obstajajo, ker verjetno se je še na kakšnih drugih področjih lahko hrana pač pridelala, neki standardi vedno obstajajo. Standardi obstajajo, definitivno obstajajo. Zaenkrat, kolikor je meni znano, je zahteva, da je mikrobiološko neoporečna. Kar se pa tiče vseh ostalih dodatkov, ki se dodajajo, zdaj, če res je že meso na trgu, mi pa iskreno povedano ni znano, kako, na kak način to gledajo in merijo. Hvala lepa. Morda profesor Dovč? Ja, kot je kolegica omenila, zelo težko je napovedati, kakšni bodo formalni in legalni postopki za sproščanje te hrane na trg. Recimo en primer, globalno na svetu imamo samo en prehranski produkt, ki izvira od gensko spremenjene živali. In to je tako imenovani Aqua Advantage salmon, se pravi losos, ki ima ugrajen gen za rastni hormon. In ta sistem je razvila ena ameriška univerza, predali so patent kompaniji, ki se je potem 20 let trudila, da bi formalno in legalno lahko ta produkt pripeljala na tržišče. Mislim, da leta 1917 ali 1918 jim je tik pred bankrotom to uspelo in ta produkt je dovoljen zdaj v Združenih državah in v Kanadi. In v Združenih državah je FDA peljala proces tako, kot se pelje proces za zdravila, ne za prehranske produkte. Za razliko od nekaterih rastlinskih gensko spremenjenih produktov, ki so šli po enostavnejši proceduri skozi. Hočem povedati to, da če gre za produkte živalskega izvora, smo zelo previdni in so ponavadi postopki bolj rigorozni kot pri produktih, ki izvirajo od rastlin. Hvala lepa. Če prav razumem, se pravi za medicinske, se pravi za zdravila, pomeni, da imate verjetno 2 testni skupini.
eni dajete placebo, da morda pojasnimo poslušalkam in poslušalcem. To pomeni, da uporabnik ne ve, da jemlje, da izključite, se pravi, da jemlje placebo nekaj, kar nima učinkovine, zato da izključite psihološke efekte, drugi skupini dajete pa učinkovino, oziroma v tem primeru bi verjetno dajali biološko predelano meso, drugi pa recimo mleto meso, naprimer. Tako, in to je eksperiment z zadostnim trajanjem. No, to je pa na moje naslednje vprašanje, koliko menite, da bi moral biti recimo čas takega testiranja, ne? Če je kakšna ocena, kako, na kakšno obdobje se pojavijo učinki. Ker učinki so lahko takojšnji, naprimer zastrupitev v nekaj urah, do nekih drugih sprememb v telesu, ki se lahko pokaže po desetletju. To je zelo težka zahteva in za številne produkte živalskega izvora imamo ponavadi opravka s tem ugovorom. Nimamo dolgotrajnih izkušenj s tem produktom in ne moremo zagotoviti, da je produkt varen. Ampak dolgotrajnih izkušenj ne moremo dobiti, če ne izvedemo postopka. Ne? In tukaj se zadeva ponavadi ustavi. Zato je samo ta losos pravzaprav edini, ki je šel skozi to proceduro. Kaže pa pravzaprav na to, da dojemamo nevarnost zelo različno. Prej so bila omenjena recimo omenjene aplikacije v medicini. Tukaj povprečni potrošnik ne razmišlja zelo, ali gre za inzulin, ki je proizveden z gensko spremenjenimi mikroorganizmi, ali gre za kakšen drugačen inzulin. Ne? Ampak situacija je drugačna. Tukaj je zaupanje v farmacevtsko industrijo očitno zelo visoko, po drugi strani je pa seveda bolnik v situaciji, ko nima več proste izbire, a se bo odločil za produkt ali ne, to je njegova edina možnost, da se pozdravi in produktu zaupa. Hvala lepa. Morda še za vas, gospod Boscarol, moje zadnje vprašanje, potem bi sledile zaključne misli, vsak bo želel dodati, kar bo želel. Čisto tako resnično me zanima, vi ste investitor. In zdaj vsak investitor vstopa v nek projekt z nekim tveganjem in tukaj se zdi, da prav recimo to testiranje, ne, ki smo ga zdaj na koncu odprli, zagotovo je tveganje investitorja. Ne. Zanima me zdaj, kako ste ocenili to tveganje in se potem kljub temu odločili vložiti v to, ne? A gre to zgolj za nek dober namen, tudi če vse skupaj na koncu ne uspe, ali morda imate neko stransko izhodno strategijo. Velikokrat se ve, da pri inovacijah je recimo vaš produkt je laboratorijsko meso, pa vendarle velikokrat pri inovacijah nastajajo stranski produkti inovacij, ki so tehnološki dosežki sami po sebi in uporabljeni na drugih panogah. Mogoče, če lahko to kakorkoli pojasnite. Hvala lepa. Seveda. Mogoče samo par stavkov glede tveganja, ne, in tistega, kar je profesor prej rekel. Glejte, ljudje smo dostikrat zelo nerazumljivi, z mano na čelu. Določena tveganja sprejemamo praktično brez pomisleka, za določena imamo pa zelo velike predsodke. Poglejte samo recimo, kako se je svet razdelil glede cepljenja za COVID. Praktično nobeden se pa več ne sprašuje, ali mobilni telefoni povzročajo možganske spremembe, povzročajo povečano število kapi in tako naprej, ali je to res zaradi COVID-a in tako naprej. Če nekaj rabim, pač 2 dni imam neki predsodek in pol začnem rabiti. Ne? In ljudje, ki recimo spet v tako intenzivno naseljenih področjih, kot sem jih prej omenil, ne, ker je stolpnica zraven stolpnice, pejte ne vem, v tisti konc sveta, verjetno bo lahko tudi na začetku imeli določene predsodke in bo tudi jedli mogoče gensko spremenjeno sojo, nadomestek mesa in tako naprej, ampak jutri bo mogoče pa, bom rekel, spremenili mnenje glede rizikov in tako naprej. Kar se pa tiče investiranja, je tako. Jaz ne investiram v noben produkt, noben projekt in v eno zagonsko podjetje, če ne verjamem v tisto, kar delam, če mi to ne predstavlja izziv in če zraven, po domače povedano, tudi malo ne uživam. Tega sem se naučil pri letalstvu, mi je šlo iz hobija in zdaj delam na isti način. In zato sem zadnjič tudi z en medij, ki so mi rekli, ja, pa kaj investirate, denar mečete skozi okno, ker samo 3% zagonskih podjetij, startupov preživi. Ja, zaradi tega, ker investirajo v njih skladi, ker investirajo z edinim motivom in namenom generiranja dobička in profitov, če se le da zelo na kratki rok. Pri meni to ni na prvem mestu in zato moj rate of success oziroma
procent uspešnih startupov ne bo 3%, ampak bo 100%. Zato, ker verjamem in bomo naredili in bom naredil posod tako ekipo, da bo uspela. In tudi tukaj, verjemite mi, bomo naredili kakšne take tehnologije, ki bojo seveda varne in ki bojo tudi lahko Slovenijo, tako kot letalstvo, postavile na zemljevid sveta. Hvala lepa. Zdaj morda gremo k zaključnim mislim, če želi kdo karkoli dodati, potem bi pa dal še publiki vprašanja. Gospod Tomažič, izvolite. No, jaz moram reči, da znanstveni izzivi morajo biti, na tem je treba delati, kot smo rekli, vendar glede na naš, govorim o slovenskem prostoru, najbrž bomo nekako šli še zmeraj v tradicijo, ker smo zelo tradicionalni. Veste, po tej lepi zdaj velikonočnih praznikih, polhnih šunke, pršuta, plečeta, je težko govoriti o umetnem mesu, ampak to so naše dobrote in katerih vidim vsi radi zahajamo. Tako da ne bo znanstveni izzivi, po drugi strani pa najbrž v Sloveniji bomo kar tradicionalisti. Hvala. Hvala lepa. Doktorica Strah, izvolite. Si bom pa malo dovolila kontroverznosti. In sicer danes se je intenzivno omenjala rast prebivalstva. Mogoče pozabljamo, da smo še vedno del narave. In če pogledamo, kako delujejo druge živali, ko se namnoži ena vrsta, se potem začne namnoževati njihov predator in potem krog se sklene tako, da se tista vrsta zmanjša, predator poveča in obratno. Tudi ljudje smo del narave. In kaj pa, če se bo število ljudi začelo manjšati? Ko enkrat dosežemo neko stopnjo, številko, ki je prevelika in naravo obrne okrog. Nimamo naravnega sovražnika, oziroma obenem ga imamo, sami sebe. In določene stvari so take, ki uničujejo našo vrsto. To je ena stvar. Druga stvar, mi je zelo fascinantno, kako ljudje delujemo. Vedno raje začnemo nekaj znova, kot pa da nadgrajujemo tisto, kar imamo. Se pravi, raje bi zgradil Šmarno goro do Triglava kot Triglav do Mount Everesta, recimo, če vam slikovno predstavim. Imamo že ogromno tehnologij, ki niso popolne. Človeški sistem, noben človeški sistem ni 100%. Vsak ima svoje pomanjkljivosti in zelo fajn je, da se jih zavedamo in da delamo na pomanjkljivosti, ker naš sistem je močan samo toliko, kolikor je močan najšibkejši člen. In če najšibkejši člen jačamo, potem se tudi sistem jača. Tako da mogoče bi se lahko tudi bolj koncentrirali na to, da pojačamo sisteme oziroma tehnologije, ki pa so se izkazale kot dobre v okviru kmetijstva in delujemo tudi v tej smeri, ne samo, da iščemo nove tehnologije. Po drugi strani, super, nehamo s kmetijstvom, delamo kaj drugega ali pa pol, kakorkoli. Kmetijstvo ni samo prireja mesa. Kmetijstvo je tudi mlečna industrija, je tudi prireja usnja oziroma pridobivanje usnja. Potem samo kmetijstvo je tudi turizem, je šport. Mesarji živijo od kmetijstva, tudi marsikateri drugi ljudje, drugi profili, kot so recimo kmetijska mehanizacija. Ko bomo preklopili na druge, bolj znanstvene pristope, ne vem, kako bomo preusmerili te profile, ki zdaj res dobro delajo na področju kmetijskih panog. Oziroma zadnja stvar, recimo, še ena za razmislek, globalno segrevanje. Naš življenjski cikel, oziroma mi živimo približno 120 let, recimo, če smo zelo pridni, dobro, 90. Zemlja živi več milijard let in bo še živela nekaj časa, dokler jo gravitacija ne vzame ali pa karkoli drugega. Nad nami je ogromno vesolje, res ogromne sile. Pride strela, ne moremo nič, pride voda, ne moremo nič, pride veter, ne moremo nič, res so ogromne sile. A smo res mi tisti glavni krivec, da so se začele spremembe, ali smo samo
eden izmed tistih, ki opažamo spremembe v tem našem času, pa smo tako slabo prilagodljivi, da ne moremo tega požreti oziroma iti naprej. Hvala lepa. Profesor Dovč. Ja, danes smo se pogovarjali o eni novi tehnologiji, ki pravzaprav sodi na področje biotehnologije in skušali umestiti potencial, ki ga ta tehnologija ima, v obstoječe načine proizvodne hrane. In tukaj se spomnim ene pikre izjave britanskega predsednika Churchilla, ki je pred več kot 70 leti rekel, pa koliko časa se bomo še ukvarjali s tem, da bomo redili celo kokoš, če me zanima samo prsna mišica pa bedrce. In s tem je pravzaprav nakazal na to, da bi si želel pravzaprav v enem izoliranem sistemu proizvodno prsne mišice in bedrca. In približno v to smer bi tudi lahko interpretirali to novo tehnologijo. Jaz sem prepričan, da ta tehnologija ima potencial, da ga je treba razviti in presoditi in smotrno vključiti v obstoječi sistem proizvodne hrane. Pa še čisto na koncu, kot znanstvenik se zelo zavzemam za to, da znanje samo po sebi nima etične dimenzije. Definitivno pa ima uporaba znanja etično dimenzijo in na to moramo biti pozorni. Hvala lepa. Magistra Križman. Tako, jaz bom dala pa en primer, ker se v bistvu naša tehnologija lahko uporabi. In sicer jaz sem živela 11 let v Singapurju in to je pač eno mesto na otoku, kjer v bistvu ni nekih obdelovalnih površin. In med covidom smo v bistvu ugotovili, da smo bili odvisni od uvoza mesa, tako da je v bistvu meso začelo že malo zmanjkovati v trgovinah in takrat se je tudi Singapur odločil, oni imajo 30/30, da bojo do 2 leta 30 poskušali zadostiti 30% proizvodnje lastnega mesa oziroma lastne hrane. In tako se je v bistvu tam začela tudi ta proizvodnja kultiviranega mesa oziroma vertikalnega kmetijstva. Tako da to je samo ena od načinov, kjer se to lahko uporabi. Bi pa še enkrat poudarila, da v bistvu mi ne želimo, da kmetijstva ne bo več, oziroma želimo, da je to dopolnitev kmetijstvu, da gre sta z roko v roki in tudi naši glavni cilji so intenzivno kmetijstvo, ki pač to ni v Sloveniji, je drugje po svetu, je v Ameriki, je v Aziji, tako da jaz upam, da bomo razvili tehnologije, ki to omogočajo in istočasno, da bodo te tehnologije uporabne tudi za kaj drugega, v bistvu lahko se proizvaja tudi usnjo iz tega, lahko se dela, potem ta tehnologija se uporabi v regenerativni medicini in tako dalje. Hvala lepa in da damo besedo čisto na koncu gospodu Boscarolu. Jaz mislim, da je bila danes ta debata zelo zanimiva, mislim, da je tudi koristna, da smo različna mnenja podiskutirali. Sem prepričan tudi, da se z večino dejstev ali pa povedanega tudi sogovorniki med sabo strinjamo. Je pa treba nekaj vedeti. V Sloveniji, ja, imamo zeleno Slovenijo, imamo vse, ne. Če se vrnem na tisto mojo prvo tezo obdelovalnih površin za proizvodnjo krme, dajte, Slovenija je pa tukaj malo že pri vodilnih v, nažalost, tisto smer, ki nakazuje na globalne spremembe zaradi sprememb v ozračju in klimatskih sprememb. Take poplave in take, bom rekel, destruktivne naravne pojave, kot smo jih imamo v zadnjih letih, ko imamo tisočletne vode 2-krat na leto in tako naprej, nakazujejo, da bomo lahko tukaj imeli težavo. Zdaj, jaz sicer pri tem zadnjem krogu sem bil malo presenečen, ker nisem več prepričan, da nekdo med nami tudi verjame še, da je Zemlja ploščata, kot sem danes slišal, kako se dogajajo podnebne spremembe, jaz v njih verjamem in se jih bojim. Jaz bi tukaj se zahvalil vsem skupaj in samo pritrdil gospodu Boscarolu, tudi sam kot fizik. Statistika pravi žal, da človek vendarle ima vpliv, kljub vsem ostalim dejavnikom, ta vpliv je zdaj signifikanten in mislim, da je to vsem, ki se znanosti ukvarjamo, jasno. Zdaj pa še morda, če želi, razprava se vsaj meni zdela izjemno zanimiva in koristna. Če ima kdo še iz publike kakšno vprašanje, izvolite. Mikrofon boste dobili. Ja.
Halo, ja. Zoran Madon, kmet iz Banjšic, živinorejec. Pa jaz začnem z mojo zgodbo izpred 50 let, ko sem obiskoval osnovno šolo v 4. letniku osnovne šole, je učiteljica pripovedovala, nas učila o perspektivi poklicev. In šla na razne poklice, povedala, kateri so perspektivni, in je prišla do mene in mene pogledala, ker sem bil edini otrok z kmetije. Kmet je pa neperspektiven poklic, zato, ker bo kmalu, čez nekaj let, kemična industrija, biološka industrija, pogruntala tabletko, ki jo bomo pojedli in bomo imeli za cel dan hranil in bomo živeli od tiste tabletke. Skratka, kmet bo nepotreben, je povedala. 50 let je od tega približno, pa jemo enako krompir, enako jemo kruh, enako jemo meso, enako jajca, mleko in tako naprej. Samo malček pridelava je drugačna, pa predelava je nekoliko drugačna, ampak v bistvu v osnovi surovina je ista. Pa verjemite mi, sicer jaz ne bom živel, pa mnogi od nas ne čez 50 let, ravno tako bomo jedli ta isto hrano, isti krompir, isto meso, samo nekoliko, a pa ne nekoliko, bistveno bolj spoštljivi bomo do tega, kar bomo v naravi pridelali. Bistveno bolj spoštljivi, kot smo danes v tem industrijskem obdobju, ker mislimo, da nam bo industrija zadostila z vsem. Tudi z našimi možgani celo nam bo nadomeščala. Te neumnosti bo enkrat konec, verjemite. Pa, gospod Boscarol, čestitam vam, da ste danes prišel in da ste povedal, lepo, nič vam ne oporekam, ne želim, vi vaše življenje, vašo usmerjenost peljete naprej, tako kot so da je prav. Jaz pa še enkrat ponavljam, čez 50 let bomo samo še bolj spoštljivi do te hrane, ki jo imamo in ki jo pridelamo na naši zemlji. Pa nekaj bom povedal. Bog je to dal. Krava, govedo zame je najsvetejša ali pa najsvetejša stvar, ki jo je dal človeštvu, da človeštvo preživi. Brez goveda človeštvo v zgodovini ne bi preživelo. Pa ne bom navajal zakaj, ampak to je dejstvo. Bile so ledene dobe, bili so časi, ko človek ni mogel pridelati nič, ampak je lahko se usmeril samo na žival. In žival ga je prehranila, da je lahko človek preživel. Ampak pustimo to. Zdaj pa grem, vsi ti bioreaktori naj bi posnemali to, kar žival ima v sebi. Oziroma, kar imamo vsi mi in žival, rast celic naj bi posnemali, ki se dogajajo v nas, ki se dogajajo v živalih. Ampak to posnemanje gre samo v eno smer. To se razume samo, dali bomo neko biološko zmes, neko hrano zmleli, zmešali, še en kup kemikalij, da bomo to razgradili na nivo molekul mogoče, ne? In potem bodo iz te mase celice nam lepo rasle. Vse v redu prav, ampak te celice bodo rasle iz tistega, kar pač v tej zmesi bo. Te celice bodo v bistvu samo preslikana, ta zmes, ki pa polhna kemikalij morala biti, da bo lahko zdržala, da je jutri bakterije ne bodo požrle. In da se namesto naših celic ne bodo v tej zmesi zredile bakterije. Take in drugačne. Milijone jih je na tem svetu, niti vseh ne poznamo. Se pravi, že to zmes, iz katere bodo celice rasle, bo treba in z antibiotiki, in z raznimi toplotnimi obdelavami, in z ne vem s čim obdelovati, da bo lahko ta zmes služila za to, da bodo celice rasle. Ampak potem gre zadeva v eno smer. Mi bomo samo filali celice, pri nas in v živalih, kaj se dogaja. Kri prinaša hrano celicam. Iz pljuč prihaja kisik in dogaja se razmnoževanje in rast celic. Ampak te celice tudi razpadajo. Te celice nepotrebne stvari izločajo. In kaj se dogaja? Vse, kar ni zdravo, vse, kar celice ne potrebujejo, vse, kar je odveč, kri odnaša nazaj in preko pljuč mi izdihnemo CO2, preko jeter ledvic vse to izčistimo in pošljemo ven. Ta smer pa tukaj ni predvidena. Kdo bo čistil te celice, kar bodo zaužile, kakšna je pot nazaj, da se bodo očistile? Mi bomo v te celice, vso našo kemijo, ki sem povedal, kakšna vse bo morala biti, da bo ta hrana zdržala, filali noter, ven pa ne bo šlo. Mi bomo ljudstvo zastrupljali. To bo strup, ne hrana. In gospa, kolikor boste izvoljeni v Evropski parlament, ne more to dobiti, nobena zakonodaja imenovati to meso. To ni meso. To bo nek industrijski proizvod, ki ne more biti imenovan meso. Meso je lahko,
to moja mišica, meso je lahko mišica govedi, piščancev, to, kar zrase po naravni biološki poti. Ne nekaj umetnega. To je lahko, kakorkoli se imenuje. Zame je to rakava zmes. Celice, ki bodo rasle podobno kot rak, sem že dolg. Zdaj, sej smo razumeli, morda tukaj verjetno ne bi noben pokomentiral. Ne vem, kakšno je vprašanje. Ne, se ni potrebno. Vprašanje je, če sem prav razumel, če strnem, da v človeškem telesu imamo mehanizme, ki neke produkte, ki so škodljivi za telo, odstranijo. Morda, če pojasnite, sklepam, da je podobno bioreaktorju, sicer vam verjetno zadeva ne bi uspela. Potrebno je odstranjevati te produkte, največkrat so to amonijak in laktat, ki v bistvu povzročajo te celice, da potem ne rastejo več, in potem je treba, ali potrebno je menjati medij, ali je potrebno imeti mehanizme, ki reciklirajo ta medij, to pomeni, da z raznimi filtracijami mi te molekule, ki so škodljive, odstranjujemo. Zdaj mislim, da smo bili jasni, da tle se ne uporabljali neke kemije, tako da ne bom ponavljala vsega tega, no. Tako da, ja. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje, bolj kot komentar? Ja, izvolite. Vitomir Bric, več ali manj za 40 let delal s primorskimi živinorejci. Jaz tudi nimam vprašanja. Jaz bi si upal z gospoda Boscarola začeti tam, kjer je začel on, ker sem sam veliko o tem razmišljal. Pa ne povem še, da se z zadnjimi dvemi tezami, ki ste jih povedal, strinjava, bom pa prav razmišljati o teh, ki ste jih te prve povedal. Se pravi, najprej izkoriščam to priložnost in povem, da je Primorska imela po drugi svetovni vojni, ko je preživela Soško fronto, ko je preživela fašizem in ko je nahranila partizansko vojsko, 130 000 glav goveda. Ko sem pred 10 leti nehal delati profesionalno na zavodu, je imela 30 000 glav goveda. Se pravi, na Primorskem manjka 100 000 glav goveda. Seveda, trava ni krma, ki je primerna za človeka. Kljub biotehniški fakulteti, ki je prišla 7 leti delala listni protein, se tisti ni izkazal dober niti za prežvekovalce. Etični vidik, ja se strinjava, zelo pomemben. Ampak, kaj pa z ubijanjem rastlin? Kaj pa z ubijanjem praživali, enoceličnih organizmov? In ne povem samo, da kateri, bom kratek, ne bom prav dolg. Nekateri vegani v Sloveniji podpirajo zaščito zveri. Zelo čudno. Okolje. Dve tezi o okolju bi si upal povedati. Nosilnost okolja je taka, kakor je. Se pravi, če ni goveda, so pa divji prežvekovalci. In to imamo danes na Primorskem. Ne bom šel na cel svet, ker to presega moje sposobnosti, ampak danes nimamo več teh 100 000 glav goveda, imamo pa jelene in srnjad in še kaj bi se najdlo. Potem seveda nas so učili na faksu, da moramo proizvesti več hrane, ker bo več ljudi. Tudi to nasprotuje enemu osnovnih ekoloških zakonov. Se pravi, število zajcev je odvisno od števila razpoložljive trave in število lisic, kar je že povedala gospa Strah, je odvisno od števila zajcev. Ne obratno, nikoli obratno, nažalost. Se pravi, ni važno, koliko ljudi moramo prehraniti, važno, koliko hrane imamo za te ljudi. To sicer zelo etično sporno, se strinjava, ampak tako pač je. Če mogoče postavite vprašanje? Ne, nimam, sem povedal, nimam vprašanje. Klimatske spremembe se pa ne bom dotikal, ker presega moje sposobnosti razmišljanja. Nove tehnologije pa tako, vsaj to ne povem. A bomo zdaj zapravili dreniško kozo, ki je stara 7000 let? Na temu je, da izumre. In še, kar se tiče ekologije, to moram povedati, ker imam priložnost povedati širši javnosti. Energetiko se ne da podkupati, energijo se ne da podkupati. Energija se obnaša po 4 zakonih termodinamike in konc. Hvala. Hvala lepa. Mogoče bi kdo karkoli dodal od tukaj razpravljajočih? No, izvolite potem še. Ok. Samo replika naprej. Ne verjamem, da je Zemlja ploščata. Res ne.
Ampak tudi ne kupimo vsega, kar nam je prodano, ker vemo, da denar vrti svet in marsikdaj se moramo ustaviti pa malo zamisliti, kaj in kako naprej in vzeti stvari pragmatično, ker vsak znanstvenik dokazuje svoje stvari toliko časa, dokler ne dokaže, da se moti. Šele po 100 neuspelih poskusih, da dokaže, da je njegova teza napačna, potem reče, da je mogoče pravilna. Hvala lepa vsem. Ne vem, jaz delujem malo drugače, pa vendarle bi mogoče, preden čisto zaključim, podal še svojo misel. Hvala tudi vam za razpravo. Dejal bi takole. Pokazalo se je, da je hrana ena v bistvu izjemno intimna zadeva. In ko se poseže v intimne stvari, je treba skrbeti tudi na to, kakšen odnos imamo ljudje do tega. Tisti, ki delamo v znanstvenem svetu, to velikokrat odmislimo. Odmislimo zato, ker nam je pomembno, da naredimo nek brezhiben tehnološki produkt. Pa vendarle, recimo, sam kot fizik vedno pravim, težava jedrske energije ni fizikalni problem, je sociološki problem. Je problem sprejemanja ali nesprejemanja. Zato se jaz vsem udeležencem tukaj izjemno zahvaljujem, ne glede na opasko, da je morda bil to predvolilni shod, moj namen nikdar ni bil tak. Sam vedno želim v družbi odpirati pomembna vprašanja in menim, da tudi novim tehnologijam odpiramo pot s tem, da se o njih pogovarjamo, da naslavljamo tudi pomisleke, ki se nam zdijo v stilu argumentov, da je Zemlja ploščata. Kajti te stvari, ki jih izdeluje tehnologija in ki jih tudi izdeluje gospod Boscarol kot izjemen inovator, so vedno namenjene ljudem. In zato ni dovolj zgolj to, da znamo svoj razum uporabljati za njihov razvoj, pomembno je, da jih znamo predstaviti na način, da jih bodo ljudje sprejeli, kajti le takrat, ko bodo recimo nek produkt, nekega inovatorja ljudje sprejeli, bo resnično lahko služil človeštvo. Sicer bo ostal zgolj na znanstveni ravni za zbiranje citatov, pisanje člankov in deljenje priznanj med profesorji. Zaradi tega človeštvo ne bo niti bolj srečno, niti bolj sito. Hvala lepa in k zaključni misli, če želi še k temu kaj dodati, vabim še predsednika Slovenske ljudske stranke, gospoda Marka Balažica. Izvolite. Najlepša hvala, Peter. Jaz si bom vseeno dovolil mogoče kakšno minuto, pa da preskočim na to še ta družboslovni vidik vsega skupaj. Zdaj, z vidika politike nas je ta debata v bistvu postavila v nek zagoneten položaj. Če tukaj citiram Ronalda Reagana, on je rekel, če se premika, regulirajte, če se neha premikati, subvencionirajte. Zdaj, tu pri, bom rekel, laboratorijski hrani točno ne vemo, kje smo. Vsekakor jaz se vam zahvaljujem za odlično debato. Verjamem, da je bilo odprtih veliko novih in veliko pravih vprašanj. Če skušam povzeti na hitro neke pluse, minuse vsega skupaj, formira se nova jedra znanja, pripomoremo k nižjemu, bom rekel, ogljičnemu odtisu, čeprav jaz ne kupim tistega, da je, jaz mislim, da je treba tukaj gledati v celoti. Če bomo proizvali v Sloveniji, bo tudi nekaj ogljičnega odtisa povzročil transport v Azijo oziroma kjer so te primarni trgi. Druge stvari so seveda ta velika vprašanja, bom rekel, družbenih sprememb, na kakšen način lahko sobiva klasična, te nove tehnologije, vpliv na zdravje, seveda prehranska vrednost. Dovolite mi še komentar na bioreaktorje. Jaz vidim tukaj eno, bom rekel, čisto operativno težavo v Sloveniji. Nam električno omrežje že v tem trenutku ne omogoča bistvenih dodatnih obremenitev, kar se jasno vidi pri fotovoltaiki. Treba se zavedati, da v tem trenutku potrebujemo v investicije 5 milijard v naše električno omrežje, da lahko sploh peljamo nek zeleni prehod, kot si ga je zamislila Evropa, in zato tukaj opozarjamo, da bodimo, kar se tega, bolj previdni. Zdaj, če boste delali še bioreaktor na vsako kmetijo, bo to še pritisk povečal in je tukaj neka smotrnost zelo vprašljiva. Kar se hrane tiče, konkretno tudi izzivov, ki so bili podani, nekatere države so šle pri tem tipu hrane v smeri prepovedi. Recimo Italija je tukaj primer zelo blizu. Vsi skupaj vemo, da imamo v Sloveniji izjemno velike težave z označevanjem hrane že sedaj. Pa govorimo o hrani, ki je živalskega ali pa rastlinskega izvora. Sicer upamo, da se bo to stanje delno popravilo z masnimi bilancami,
Jaz sicer nisem tak optimist in smiselno bi bilo, da se to področje, vsaj kar se tega tiče, bistveno bolj jasno opredeli. Tudi ob vsem slišanih argumentih ne moremo ravno govoriti o nekem biološkem mesu, kot se te stvari že sedaj označujejo v tujini, ali pa biološkem mleku. Kot sem prej omenil, precej kontroverznosti se ne pojavlja še toliko pri samem mesu, ker ni toliko razširjeno, bolj pri mleku. V šali mandljevo mleko, s katerim smo se ukvarjali nedolgo nazaj, ravno ne moremo pripisati, da gre za pravo mleko. Tukaj z vidika stranke me veseli, da smo med prvimi, ki odpiramo prostor razprave na tem področju. Če želite, tako kot je bilo prej rečeno, diskusijo med potencialnim regulatorjem in znanostjo. In dovolite mi tukaj nek regulatorni poseg, ki ga na tej točki že jasno napovedujem, s katerim se bo ljudska stranka ukvarjala tudi v prihodnje. In sicer napovedujem, da bomo v ljudski stranki pripravili ustrezne zakonske podlage za ustrezno označevanje hrane takega tipa. Jaz mislim, da je to pomembno z vidika potrošnika, mislim, da je pomembno z vidika ozveščenosti, predvsem pa je pomembno tudi zaradi drugih, bom rekel, bolj etičnih razlogov, ki smo jih tudi slišali nekaj danes. Tekom zgodovine tehnološkega razvoja je vedno obstajala želja, bom rekel, izboljšanja človeka in temu preskoku tehnologij smo bili vedno, je ta verjetnost bila zmeraj izjemno visoka. Po eni strani je to z vidika znanosti koristno, po drugi strani pa moramo to tudi ustrezno zavarovati. In zaradi vsega prej rečenega napovedujem, da bomo tukaj pripravili neko regulativo, ki se bo ukvarjala najprej s tem, kako take stvari ustrezno označiti, kako takim stvarem zagotoviti ustrezno sledljivost in potem seveda v razmisleku, v pogovorih s stroko, v pogovorih, kot je bil današnji, tudi iskati nadaljne rešitve, kako postopati na tem področju. Jaz se vam ponovno zahvaljujem za odlično debato, mislim, da se je marsikdo od nas naučil veliko novega, da bomo odšli iz tega prostora danes malce prebujeni z veliko novimi mislimi in upam, da gremo lahko tako naprej in da je to tista pot politike, ki smo si jo izbrali in ki jo bomo tudi delali naprej. Najlepša hvala vsem skupaj, vabim vas pa zdaj ob koncu tudi na, bom rekel, neformalni del druženja na pogostitev zunaj. Najlepša hvala.